Lep pozdrav v športnem pogledu, tokrat košarkarskem pogledu, saj smo na spored prilagodili tekmam Evropskega prvenstva, torej danes prost dan, pravi čas za komentiranje dogajanja v prvem delu in z menoj je naš košarkarski specialist Eduardo Brozović. Lep pozdrav. Pozdrav. Torej, prvi del je za nami. Slovenija je sicer prvi cilj uresničila, prebila se je v drugi del, ampak recimo, da umetniški vtis na koncu ni bil najboljši. Poraza s Hrvaško in predvsem s tole Poljsko na tekmi, ki ni veliko odločala, ampak ni bilo najbolje za videti, mar ne? Ja, izkupiček ob selitvi v Stožice je takšen, kot se reprezentanca želja, torej seli se z eno zmago in to nad Španijo, ki je prispevala sprva k zelo dobremu umetniškemu vtisu. Nažalost je pa potem reprezentanca ga pokvarila z porazom proti Hrvaški, v katerem igra niti ni bila tako katastrofalna, zato pa je bila na nedopustno slabi ravni na tekmi s Poljsko. Mislim, da si slovenska reprezentanca na tekmi domačega evropskega prvenstva takšne igre ne bi smela privoščiti. Je bila to utrujenost, slaba motivacija? Ja, šlo je za kombinacijo vsega, ampak še vedno smatram, da je to nedopustno. Predvsem zato, ker so naši košarkarji ravno na pripravljenih tekmah zagovarjali načelo, da so energična moštvo, ki mora igrati na vsaki tekmi na vse ali nič. Takrat tudi so zelo gledali na to, da so dobili seherno tekmo. Zdaj, ko gre za res, pa so nekoliko obrnili plošče, tudi prilagodili tolmačenja in opravičila po porazu nekakšnemu drugemu razmišljanju. Ne. In mislim, da slovenska reprezentanca je ena redkih, ki poskuša igrati z 12 košarkarji in mislim, da zato utrujenost ni takšno opravičilo, kot ga navaja. Na srečo tale poraz ni bil drag, torej gremo naprej s 3 točkami. Če analizirala tale prvi del, torej nekako lahko rečeva skoraj briljantna zmaga nad Španijo, nepričakovana, pa ostale tekme precej negotove. 2 smo izvlekli, 2 nismo. Kakšna je zdaj prava slika te Slovenije za naprej? Mislim, da ta generacija nadaljuje eno tradicijo slovenske reprezentance, da vedno igra najbolje proti najboljšim reprezentancam, tudi v drugih športih je podobno, ne? Proti v bistvu že boljšim ekipam igra najboljše. Težave pa ima proti tistim ekipam, ki jih morajo premagovati. Ne. Izhodišče je dobro, še vedno poraz Poljsko je samo moralni maček, samo moralnega mačka. Kako naprej? Ne? Jaz se bojim predvsem tega, da druge tradicije slovenske reprezentance. Ona vedno zmaguje v serijah in izgublja v serijah. Ne. Tako je bilo tudi v Litvi, so začele težave v drugem krogu. Tam smo izgubili in z Grki in z Makedonijo, ne, imeli velike težave s Finci. Ne. Zato je zelo pomembno, kako se bo ekipa pobrala, ne, in nadaljevala tekme. Torej Stožice, spored v četrtek Italija, nato v soboto Grčija in v ponedeljek Finska. Najbrž bo treba, gotovo bo treba premagati vsaj 2, če ne 3, da se bomo vrstili v četrtfinale. Je izvedljivo? 2 je zagotovo izvedljivo. Mislim, da v pripravni tekmi je Slovenija dokaj lahko premagali Italijane, ki so se na tem prvenstvu nekoliko dvignili, za razliko od nas. Mislim, da so premagljivi. Finci toliko bolj. Težave bodo pa, mislim, največje težave z Grki, ki so presenetljivo izgubili zadnje 2 tekme uvodnega dela Evropskega prvenstva in se selijo v Stožice brez točk, ne, torej morajo zdaj nadomestiti prvenstvo za ostanek. Hkrati pa Grki gojijo takšno košarko, ki najmanj ustreza. So izkušeni košarkarji, ki bodo nekoliko uspavali ritem in zato pričakujem težave. Torej, ta naša hitra igra z bratoma Dragić ima lahko težave. Najbrž potrebujemo še koga drugega, da bi kaj pristavil tukaj. Kje so še rezerve, glede na prikazano v prvem delu? Ja, rezerve so zagotovo v nekaterih igralcih, pri tem mislim tako centre, kot največja seveda je Jaka Laković, tudi Boštjan Akbar niha, ne, od zelo odličnih predstav, kot recimo proti Španiji, do potem 2 slabših. Ne. Predvsem se bo pokazalo, da se ne moramo zanašati kar se samo na hitrost. To predvsem smo to vedeli, ne, da bo treba se znajti tudi pri postavljenih napadih, ampak mislim, da bo zdaj treba pa res prejiti od besed dejanjem, ne, kajti tekmeci se vedno bolje poznajo, igrajo slovenske reprezentance, vidijo, kaj
tekmecem slovenske reprezentance uspeva, katere poteze so prave, ne, in mislim, da jih bojo še bolj pogosto uporabljali. Predvsem conska obramba nam je povzročila težave. Če pogledava statistiko, smo po doseženih točkah tam pri repu 19. reprezentanca od 24 na prvenstvu, 69,4 točke dosežene. Dobro, deloma lahko to številko pripišemo, da so bile vse tekme tesne, da so takšna košarka igrala pač v Celju, bolj počasna, poskušale so ekipe umiriti tekmeca in v tesnih tekmah so rezultati nekoliko nižji. Številke bodo povsem objektivne šele v nadaljevanju tekmovanja. Res pa je, da je ta conska obramba že nekdaj strup za slovensko reprezentanco in tukaj se nadaljuje. Mislim, da ta reprezentanca ima boljše strelce, kot jih je imela pred 2 letoma v Litvi, še vedno vztrajam pri tem, da pa je še vedno problem v glavi. Ker conska obramba je bolj psihološko orožje, kot pa dejansko materialno orožje. Kaj pa slovenska obramba, 7. najuspešnejša v prvem delu 68,8 točke. Zadovoljen s tem delom igre? Z obrambo, da, razen seveda v zadnjih 2 tekmah, predvsem s Poljsko je nedopustno, da so Poljaki metali, kakor so hoteli in kadar so hoteli. Pogrešam, glede na to, da imamo tako hitre in mlade igralce, energične igralce, pogrešam nekoliko več agresivnosti tudi v obrambi. Mislim, da malo preveč čakamo tekmeca, da sam stori napako in da se potem poženemo v nasprotni napad. Mislim, da bi več morali delati na tem, da bi tekmece silili napak. Če potegnemo črto po slovensko reprezentanco, je kozarec na pol poln ali na pol prazen pred nadaljevanjem? Kaj ti vidiš, se bomo vrstili v četvrtfinale, te sanje o kolajni so še žive ali so pretirane? Želje so seveda še žive, do konca Evropskega prvenstva mora najboljša reprezentanca odigrati še 6 tekem, to je ogromno. Kozarec je na poln, mečkan pijača malo bolj grenka, kot smo si predstavljali, ampak mislim, da se lahko marsikaj spremeni, še posebej, ker v drugem delu prvenstva bodo tekme na 2 dneva in bo takšen ritem bo omogočal reprezentancem, da bodo res dali vse od sebe, da bodo vso energijo prešparale, prihranile z eno tekmo in dali vse od sebe, si privoščili neko eksplozijo, si potem privoščili dan počitka in potem spet na novo. Takšen ritem bi lahko slovenski reprezentanci ustrezal. Pri energičnih reprezentancah, ki igrajo 100%, šprinterskih reprezentancah, je niz 3 tekem zapored toliko bolj zahteven. Osredotočen si bil na slovensko reprezentanco in dogajanje v Celju, pa si vseeno kaj opazil še kje drugje? Vemo, veliko presenečenj, veliko velikih ekip se poslavlja. Ja, zdaj, to je lahko tolmačimo na 2 načina. Vodilni možje FIBE, ki so si tako prizadevali, da bi se Evropsko prvenstvo povečalo na 24 reprezentanc, bo zagotovo rekli, da je to krasno, da so se nekatere do včeraj reprezentance drugega razreda zdaj prebile v drugi krog prvenstva, da so premagovale elitne reprezentance. Jaz bolj spadam skeptikom, da je poenotenje kakovosti pomeni padec kakovosti, da je manj vrhunskih reprezentanc in da je, če veliko izenačenih reprezentanc, običajno jih je več, pomeni, da so slabše, kot so bili prejšnja leta. Ni tako dominantnih reprezentanc, kot je bila Španija prejšnja leta, kot je bil še kdo. Krasno je, da sicer za, ne bom koga pomenoval, da se uvrstijo ekipe, ki so do nedavno niso niti se mogle uvrstiti na Evropsko prvenstvo, da se uvrščajo, zdaj imajo resen namen, da se uvrstitev v četrtfinale, ampak to priča, da je evropska reprezentančna košarka zdaj mečkrat prišla A v krizo manjšo in B predvsem, ki pa posledica tudi menjave generacij. Številne ekipe so izgubile veliko izkušenih igralcev, ki so v prejšnjih letih dajale ton in kvaliteto. Na pogovor za Delo je včeraj tudi priznani izraelski strokovnjak Pini Gershon dejal, da je košarka vse bolj podobna rokometu, da se bolj naslanja k fizikalijam kot prefinjenosti. To so potem krivi tudi trenerji, da peljejo zadeve v tako smer. Takšen trend velja zdaj že dobro desetletje, zdaj vedno bolj prihaja do izraza. Nekaterega pripisujejo krivdo za to ravno našemu selektorju Božidarju Maljkoviću, ki naj bi z Limožem ob zmagoslavju leta 1993 v Evropski ligi začel uveljavljati slog, da je pomembneje prijeti točko manj, kot doseči točko več. Od tedaj se išče igralci, ki lahko preprečijo
bolj onemogočijo tekmeca, manj ustvarjalne košarkarje, ki lahko nekaj več dosežejo. Španci so bili žal za mnoge nedosegljiv zgled, zato niso privekli nekih oponašalcev. In zdaj mislim, da se je ta trend v teh letih zdaj dosega vrhunec. Je res zelo podoben rokometu, ki pa ima vendarle druge zakonitosti. Je bolj dvodimenzionalna igra, košarke povsem tridimenzionalne. Mislim, da bi morali vendarle trenerji razvijati ustvarjalnost že pri mladih igralcih, ki bi potem bila vidna v članskih reprezentancah. Če se vrnemo še malo na posebno dogajanje v prvenstvu in recimo projekcijo boja za vrh, misliš, je prvi del pokazal kaj novega ali lahko rečeva, da so favoriti še vedno isti? Favoriti, tisti najboljši, so se zavedali svoje kakovosti, za Špance in Francoze so igrali v prvem delu precej zadržano in so izkoristili teh 5 tekem praktično za drugi del pripravljalnega obdobja. Tisti srednjega razreda, manj samozavestni, kaj šele tisti slabši, ko so se vrili za vrstitev, so dali do zdaj praktično vse od sebe in mislim, da se bo zdaj začela stopnjevati razlika med reprezentancami. Vsekakor nas čaka še veliko zanimivega na košarkarskih igriščih. Edo, hvala za tole analizo in upam, da se bomo čez teden dni pogovarjali o slovenski vrstitvi v četrtfinale.